dela to, mislim, po kištu, eno, ne. Ampak naj bi bilo tako, ne. Ko prideš tam, prespiš, zjutraj, lahko si skupaš kakšno kavico, pa še malo tam posvetjaš kakve te stvari, ne. Veš, no, prihod, ne. A vi ste prav z Kopra ali ne? Ne, jaz sem Koprčan, dolgo let, ampak drugače pa sem iz Hrvata iz Vukovarja. Ste pa v Kopru, kje imate pa bivališče, naslov? Rdeči križ, zdaj, trenutno. Ja. Kako ste pa zadovoljni z Rdečim križem? Super. Ste? Dobite hrano, tudi toplo obrok? Toplo obrok, oblačila, kaj pa umivanje? Ja, to pa je v zavetišču, tuš. To bomo še šli pogledati, ne, zavetišče. Tam pa lahko vidite vsak destonc, še je prijavljen na Rdeči križ, se lahko prideš stuširati. Kaj pol najbolj pogrešate, a bi radi prostor, ste rekli, neko stanovanje? Ja, kakšen prostor, tako ne vem, ne. Je, zavetišče je v redu, ne bom povedal nič, ne. Pač je tako, ne. Je premalo prostorja, dosti ljudi, ne. Tam je za 4-5 oseb, recimo ena miza, 4 stole, ne. Ja, zdaj poleti bo malo več, samo več toliko se ne more zadržiti, ne. Potem pa še to, ne. Ob 3 moraš biti iz tega zavetišča, ne. Ob 7 se lahko vrneš in po zimi je najhujše, tukaj bi se reklo. Imate pa zdravstveno skrbo, ste zavarovani? Nič nimam, zdaj mi to rihta Rdeči križ. A v pro bono ambulanto, ki je zdaj v Kopru, hodite? Ne, nisem imel takih težav, kot se reklo, ne. Ampak zdaj mi Rdeči križ, potem Rdečega križa počasi postopoma, ne more posnoča. Koliko pa vas je, no, takih na ulici? Ne se vsak je tam, eni so tam, kako bi se reklo, veste, ne? Pa se družite ali vsak zase? Ja, se družimo kakšenkrat, ne, ampak nismo v skupinah, ker 2, 3, recimo 4 največ, bi se reklo, ne. To potem pa gremo malo, kjer... Ste predvsem moški ali tudi kakšne ženske? Koliko jaz vem, v zavetišču je samo ena, v zavetišču je ena. Kaj pa na cesti? Prosim? Na cesti? A na cesti pa je par ženskih, ampak je pač tako, ne. V česa živite, koliko denarja dobite? Do zdaj še nič. Ko me zdaj čakam, da bom dobil 21. izredno za stroške, ki se rihtam te dokument prvič. To povem po resnici. To, kar na ulici dobim na žice, malo tako. To je dobro. Kakšen sendvič, kakšen salamo. Koliko pa v Sloveniji že živite? Jaz sem še dolgo, ne, več kot 35 let. 35 Ja, let. še več. Državljanstvo urejeno? Ja, potem pa so me izbrisali iz registra, ker sem izgubil službo, stanovanje, ker nisem mogel plačevati na take stvari. A potem ste urejali to kot izbrisanke? Nisem urejal nič, ker pač me nobeden ni hotel nikjer prijaviti, da bi si urejal dokumente. Zdaj sem se vzel Rdeči križ. Zdaj ste prijavljeni in dobite tudi socialno pomoč prvo? Bom dobil, nisem še boste, ste rekli, 21. Drug teden. Kaj pa drugi vaši? Ja, so isto tako, ja. Kaj bi pa vi želeli povedati, gospod Pavlov? Spoštovane vsem. Iskreno bom povedal, pozdravljam lepo. Vso dokumentacijo imam tukaj, kar je bilo v Primorskih novicah, kar je gospod župan zagotovil, da bo streha nad glavo. Uredino je bilo vse, imamo pri gospe Mojci topel obrok vsak dan, od ponedeljka do petka. Ali je rekel, da streha nad glavo bo. To je 3 mesece, še zdaj se ni uredilo. Tukaj imam vse, kar piše, še kontejner dodatni, da bo prišel. Še do danes ga ni. Kaj zdaj bomo čakali? Pol leta ali 1 leto. To se lahko uredi. En zavojnik pride 5000 evrov.
To je za 4 osebe. Če 2 vzame, je 10.000 evrov. Ali doslej se ni zgodilo nič. A vi kar na cesti živite, pa? Ja, vsi smo na ulici. Vsi. Tudi vi. Vsi. Evo, človek je bolan. Ta človek je tudi bolan. Nimajo osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Nimajo nič. Hvala Bogu, jaz imam. Ali jaz nisem Primorec, sem Štajerec. Ali zavzel sem se za vse moje prijatelje tu. Naj se ukrepa čim prej. Jaz vas spoštujem, tudi vas, vse. Naj se to uredi. Ali ne sama obljuba, tudi če piše tu. Ja. To iz časopisa Ja. piše obljube. Ja, Kaj bo? in naj se naredi. Vi živite pa zdaj skozi tukaj, ko ste rekli, da ste Tako je, Štajerska. tako je. Dosti let sem bil tu na Primorskem, ali v teh letih se ni ukrepalo popolnoma nič. Zato zahtevamo, evo, mala mašina je tu, zahtevamo naj se uredi to. Ne danes, ne jutri, kar ne gre čez noč. To je definitivno. V roku enega tedna, enega meseca se pa lahko uredi. Za vsako stvar je dinar. Za nas brezdomce pa ni. Mi nismo smeti na tleh. Nismo. Se ravno zaradi tega je to urejeno, ne? Ravno zaradi tega imamo zavetišče za brezdomce, ravno zato, ker Je zavetišče za zasnivamo brezdomce. smeti. Zdaj mi pa, gospod podžupan, Izvolite. povejte eno stvar. Jaz bom pripeljal 15-20 brezdomcev v zavetišče gospe Mojci. Kam bomo šli? Ja, če ni prostora. Še niti enega se ni zavrnilo, ne? Še niti enega se ni zavrnilo. Ja, kam bomo dali pa 20 ljudi lahko? Nimamo kam dati. Nas je 20. Veste koliko je? Od 150 do 200 ljudi. To je, ta številka verjetno ne drži, ne? Tako da, Seveda, da je. jaz vem samo, da je poskrbljeno, da je dovolj kapacitet in da še nihče ni bil zavrnjen, ki je želel prespati. Seveda, da ni. Gospod Mojco poznam iz Rdečega križa zelo dobro. Sodelujem z njo, mi pomaga marsikaj. Nej svaka čast. No, mi pa zelo dobro sodelujemo z Rdečim križem, tako da Tako, zato prosim tudi vas, lahko tudi Mojca potrdi, lahko Irena potrdi, Lahko da mi pomagate z Rdečim križem tudi dobro sodelujemo, da brezdomcem. sofinanciramo programe, Da se tako da nekaj naredi. niti slučajno niste tudi prepuščeni. gospod Boris Popovič je zagotovil dodatni kontejner. Gospod, Vašega kaj ni? smem? Kaj smem vam samo nekaj reči? Osebno sva se pogovarjala in sem vas po zimi nagovarjala, pridite v zavetišče, ležišče vas čaka in vas je tudi čakalo. Tako da vaša odločitev je in vaša izbira je, ali pridete v zavetišče, da ali ne, oziroma v ta program. Jaz razumem vse to. Je res to? Jaz to vse Potrdite? razumem. Ne, potrdite, kar sem zdaj rekla? Ja, potrdim. Okay. Potrdim. Ali jaz lahko pridem? Seveda, A kje da so vse lahko. ostali? Kje so vse Ko se ostali? bodo pojavili in bo nastala kriza, bomo takrat z županom reševali. A ste vi bližje v zavetišču, ste si ga ogledali? Jaz sem že bil v zavetišču enkrat. A gremo zdaj si ga ogledati? Ja. Ste vabljeni, da vidimo, kako je tam? No, jaz bi samo še dve besedi, Ja, če kar lahko, izvolite. gledajte, od januarja je res zagotovljen topli obrok in vsa hvala Rdečemu križu, gospe Sirotič. Vendar pred tem ga ni bilo. Torej je nek napredek in seveda to, kar je predlagano, da bi se nadgradilo to zavetišče, je gospod Timotej Pirjevec, predstojnik urada, z njim smo se pogovarjali tudi v zavetišču, se vsemi temi predlogi strinja. Vendar je potrebno to vključiti v občinski program, ne, v proračun. Tako da tukaj ni veliko sredstev in se da nadaljevati in vse te zadeve povezati. Gospod Andrija, z mojo pomočjo smo mu urejali najprej bivališče, torej prijavo bivališča na upravni enoti, ga usmerili na Zavod za zdravstveno varstvo, torej ni še to urejeno, ne, nima niti še osebne izkaznice, ne, tako da Zdaj ni spremenjen vse. zakon o prebivališču od lanskega leta, ne, in lahko dobite. Vsak mora imeti bivališče. To ja. Pa osebno Vse izkaznico to je pa gospa zdravstveno. Mojca Vsa je leta si uredila to. prizadeval in smo zadovoljni, da je ministrstvo to lani sprejelo, torej možnost je in zdaj treba te konkretne situacije, čeprav Saj ni razumem, veliko da je. To se počne, vendar morajo tudi oni Seveda, seveda. pač obiskati Rdeči križ in
normalno tudi Jaz sprejeti bi pravila bila igre, za ki to, so. veste, da vprašate, da pridete. Absolutno. Jaz si bom danes ogledala to zavetišče, me zanima. Danes ravno poteka kongres brezdomcev, v Piranu sem bila tam in sem tudi povedala, da odhajam sedaj pa v Koper. Najprej na ta pogovor in potem zavetišče, da vidimo, kako je. In jaz pričakujem, no, da bo mestna občina, tako je tudi odgovorila, skupaj z Rdečim križem reševala to situacijo za vsakega. Če nastopi pač problem, ga bo treba takrat rešiti. Dokler so pa mesta, pa najbrž se jih lahko zapreti. Prečna posedenost je 85%, tako da se pravi. Ženska mesta so prazno, ne povemo korektno. Tudi zaračunavanje za spanje v kontejnerju, ker spijo 4 notri, 80 evrov na mesec, A to za pomeni neko samo plačane pa še spanje več. ali tudi hrana? Ne, hrano se tam prinesejo Lionsi viške. Hrana se to tam mi ne prinesemo. pripravlja. Ja, ampak ne. jo imajo, ne? Jo imajo, lahko jo dobijo, ne? Uporabniki To je imajo preveč. hrano, imajo To je plačane preveč. vse stroške, od elektrike do vode, do osebne higiene, do celo Spremljanja. psihosocialnega svetovanja, vse. Vse to smo rekli, da je, to je poskrbljeno, ampak za 12 ljudi, ki so lahko nameščeni. Ja, ma ne. to je v teh Več pa ne, 80 ne. evrih Če zajeto, je ne? šep kapaciteta, tako kot pravijo, ne, je treba pač napolniti, potem pa je razmišljati naprej. Ja. Glede, program se razvija. Mi smo ta program začeli decembra leta 2010, nadgradili smo ga pred 2 letoma z dnevnim centrom. Kapacitete smo tudi s časoma dograjevali, spravi, dodajali kontejnerje za po 4 uporabnike na kontejner. Trenutno jih imamo 14 možnih namestitev. Jaz to razumem. In tudi v tem obdobju, recimo obdobju hude zime, velikega slabih negativnih temperatur, je Rdeči križ seveda nekako v komunikaciji z nami nabavil 5 dodatnih ležišč, ki bi jih dali v primeru popraševanja za nujne namestitve. Ampak popraševanje dejansko do tega ni prišlo. Zdaj, kar se tiče prispevka, praksa je ena pri vseh zavetiščih, da je ta prispevek uporabnikov, da plačajo. Res pa plačajo takrat, ko jim je urejena socialna pomoč.